Zdaj začel je v bistvu kar nekako z odgovorom, kaj je demokratični socializem. Demokratični socializem je, kot govorimo nekje že zadnjih 5, 6, 7 let, socialistična politika, ki išče pot v novo 21. stoletje. Vsi vemo, da je bil v prejšnjem 20. stoletju socializem najbrž gonilna sila ali pa najmočnejše družbeno gibanje tistega časa. Leta 1945, po koncu druge svetovne vojne, se je pač v resnici zdelo, da je tako, kot je napisal zgodovinar Tony Judd, zgodovina na njegovi strani in da ima dokončno veter v jadrih. Fašizem je bil premagan, kapitalizem je bil diskreditiran, Sovjetska zveza in ostale socialistične države takrat so bile še relativno mlade, hitro rastoče in na Zahodu so se neko obdobje, nekih 15 let, tam do leta 60 v resnici vodilni politiki bali, kaj bo, ko bo Sovjetska zveza enkrat prehitela blagot, Zahod po blagini in kaj bo, oziroma špekulirali so, a se bo zgodila v bistvu pač neka konvergenca obeh sistemov, se pravi socializma, takratnega socializma in kapitalizma v nek enoten sistem. Zdaj, malo manj kot 90 let kasneje vemo, da smo mogoče dlje od tega, kot so kdajkoli bili v 20. stoletju. In danes bomo v bistvu poskušal predvsem razgrniti to zgodbo, se pravi, kako je razpadla ta stara levica. Zdaj za uvod bom mogoče podal tole. Nekako klasična zgodba na levici je ta. Po vojni je bilo, kot sem rekel, pač v redu. Na vzhodu je bil socializem, na zahodu je bila socialna demokracija in tisti sistem pač na obeh straneh je bil zelo tako, razvil je socialno državo, imeli ste na obeh blokih veliko pač nacionalnega lastništva, na zahodu so razvili v bistvu tudi neko delavsko participacijo v podjetjih in v Jugoslaviji smo imeli samoupravljanje, skratka, zdelo se je, da je pač nekako levica zmagala, ne? In Hobsbawm, novinar, piše v tistih časih, da je bilo pač dober svet, recimo tako v 60-ih, če si bil, ne vem, hipi v Ameriki, pa si se odločil, da boš pustil službo, pa šel za 1 leto v Tibet, si to brez problema naredil, ker je bila zaposlitev polna, socialna država obilna, si se pač vrnil iz Tibeta in si dobil pač v 14 dneh novo službo. Skratka, tako se zdaj zelo v superlativi govori v tistem sistemu, ne, potem pa pridemo do krize v 70-ih in pa do neoliberalnega obrata v 80-ih in bolj do izvirnega greha, kot tudi ta stara levica, socialdemokratska levica na Zahodu prevzame neoliberalno agendo in gre vse k vragu. To je pač klasična zgodba na levici, do katere bom danes v bistvu poskušal biti kritičen. Najprej, ko se vse to zgodi, pač pridemo v leto nič, s katerim sem tudi nekako podal teaser za to predavanje. Najbrž vsi poznate to serijo, nekako vsi smo v njej odraščali, to je Seks v mestu. Mislim, da je tole nekje tam med zadnjimi deli prve sezone. Pač punce se pogovarjajo o Mirandinem novem fantu, ki je natakar. In potem jo Charlotte vpraša, pač ti si z natakarjem, ampak veš, da je ta fant iz delavskega razreda, ne? In pač Miranda tako začudeno reče, kaj delavski razred? In reče Carrie, ja, glej, draga, novo tisočletje je, ne spodob se več, da govorimo o delavskem razredu. To mogoče pač kaže zelo nazorno na duh tistega časa, pač ko je dejansko bil tako socializem kot delavski razred, kot njegov subjekt, pač toliko zbrisan iz zgodovine, da je bilo o tem nemogoče govoriti. Pol debata tukaj se razvija naprej, pač reče Charlotte, ja, sej vemo vsi ne, da se pač delamo, da živimo v brezrazredni družbi, čeprav v bistvu ne. In tudi na tem kadru v bistvu je zelo dober se vidi, ali pa se ne vidi, da ni brezrazredne družbe, ker one so v bistvu na pedikuri. In delavski razred je pač lepo odrezan, tako da pač ta del slike manjka, ne. No pa če gremo nekoliko časa naprej, pa dobimo tale moški mansplaining iz različnih zornih kotov. Imate Slava Ježiška na levi, Pikettyja na sredini in pa Francisa Fukuyamo na desni. Zakaj sem jih dal na isto sliko? Zaradi tega, ker ne glede na to, da so iz popolnoma različnih ideoloških ali pa političnih
usmeritev v bistvu leta 2019 vsi poudarjajo, da je bilo narobe, da je levica, ta stara levica, zapustila delavski razred, in B, da se delavski razred in socializem morata vrniti. Ne boste verjeli tudi Francis Fukuyama, zanj ste mogoče že slišali, to je bil ta ameriški politolog, ki je v padcu Berlinskega zidu razglašal, da je zdaj konec zgodovine, ne? In da smo prišli v obdobje, kjer je liberalni kapitalizem edina možna pot naprej. Tudi on je, ta slika je iz intervjuja za New Statesman, je tam med drugim pač tako malo stisnjeni zubmi, ampak je rekel, ja, v bistvu levica bi se morala vrniti k politiki delavskega razreda in na nek način bi se tudi socializem moral vrniti. Ne v smislu pač državnega planiranja in teh zgrešenih sistemov, ampak v smislu države blaginje, zmanjševanje neenakosti, ki je šla čez vse razumne mere, to se pa pač mora nujno zgoditi. Zdaj smo v bistvu prišli do nekega tega konsenza, ki je v bistvu zelo presenetljiv, če ga primerjamo s stanjem, ki smo ga videli na prejšnjem slajdu, kjer je bil delavski razred odrezan iz kadra. Problem pa imamo, ker v bistvu delavski razred se na nek način je vrnil, sam na drugi strani, kot so vsi pričakovali. Danes vsi govorijo o tem, da je delavski razred se vrnil po desni. Nagovarjajo ga Trump, ki nagovarja ta svoj delavski razred v ZDA. Delavski razred danes krivijo za Brexit, najmočnejši podporniki Brexitovcev naj bi bili starejši delavci. In v Evropi se dogajajo neki čudni prehodi, recimo ljudi, ki so nekoč volili za Die Linke. Die Linke je nastala 2004, pa so pol desetletje kasneje, ko je nastala alternativa na skrajni desnici, alternativa za Nemčijo v bistvu prestopili na to stran. Tako da to je pa v bistvu zdaj prva tema, ki bi jo rad načel, se pravi, zakaj se je ta prehod zgodil, oziroma zakaj se nam danes zdi, da je delavski razred prišel po desni. Tukaj se moramo v bistvu vrniti nazaj v ta omiljena 50-a, 60-a, ki sem jih prej omenil, v tisti socialdemokratski svet, ko je bilo vse lepo in prav, ko je bil dobesedno raj na zemlji samo še korak proč, in se vprašati v bistvu, kaj je takrat šlo narobe. Zdaj tole sliko sem izbral, ker mislim, da ti slike srečnih družin marsikaj povejo v tisti družbi takrat. Imate, kot vidite, pač ženo, ki je gospodinja, pač doma kuha, skrbi za otroke, je vedno koketna, pač tudi v okrilu za štedilnikom, in pač veselega moškega, ki pride domov iz službe in prinese denar, pač tudi sama srečna pričaka. To je bila ta srečna patriarhalna družina iz 50-ih, in če boste šli gledat, mislim, zdaj neki ljudje jo dejansko zelo upevajo. Nedavno je šla knjiga The Future of Capitalism, ki jo je napisal nek ameriški, kaj pa vem, nek tak konzervativni sredinc Paul Collier, in on dejansko pač poziva, da se vrnemo v ta družbeni model, se pravi, ta zlati patriarhat, ampak seveda pač vsi ti konzervativci, razen redkih, ki bom imel pol, pač nekoliko pozabijo v bistvu, kaj je to pomenilo za ta del družbe, ki je ustajal doma in ni bil slišan. Če boste pogooglali, česa ženske recimo v 50-ih ali pa v 60-ih niso smele, boste dobili presenetljiv seznam. V ZDA niso imele pravice do porodniške, če so zanosile, rodile, so izgubile službo. Niso smele teči na maratonu, niso se smele vpisati na elitne fakultete, na Harvardu so se lahko recimo začele ženske vpisovati, šele po letu 77. Povprečna plača tako leta 60 za isto delovno mesto moški ženska je bilo razmerje, da je ženska dobila 59% pač moške plače. Zanimivo, v Franciji do sredine 60-ih in v ZDA nekje tam do leta 71 ženske niso smele odpreti bančnega računa, če jim tega ni dovolil oče ali pa pač partner. Tako da to je bila nekako ta strošek pač tega patriarhata, ali pa davek tega patriarhata, ki ga danes razni konzervativci zelo slavijo. Eden bolj znanih je francoski pisatelj Michel Houellebecq,
on v bistvu reče, da pač opeva te čase, ne, kot, on je ta glasnik frustriranih moških, ki so frustrirani zaradi tega, ker so ženske do danes postale preveč svobodne, in on v bistvu pogreša te čase, še bolj pa, kot sam napiše, pač pogreša sile, ki so pač ta sistem držale skupaj, in zanimivo omeni dve. Reče, da sta ta sistem držali skupaj na desni cerkev, na levi komunistična partija. In tukaj zdaj začenjam s tem, kaj je bil problem stare levice. Problem stare levice je bil, da ga ne smemo tako brati, pač naenkrat je v 70-ih prišel zlobni neoliberalizem in je pač stvar šla k vragu, ampak ta stara levica je bila upeta v ta zelo patriarhalni pač družbeni model. Mislim, prej sem vam pokazal na primeru žensk, kakšen je bil. Imate tudi druge primere, recimo, če boste brali vrnitev v Reims Didiera Ribona, on je francoski avtor, v bistvu prihaja z francoske periferije, sin delavske družine, on vam pove tole zgodbo. Njegov oče je bil tak zagrižen komunist. Pač, ko so doma gledali televizijo, pač oče je bil tudi, ne vem, nek rudar, fizični delavc, pač in je videl tam desničarja, pač je vstal in začel pač na glas bemtiti in tako naprej. Ampak je rekel Ribon, pač, če bi jaz takrat pisal, ki so začeli Alžirci in Tunizijci in tako naprej, pač malo pa pomal pač prihajati v naše mesto, pa se tam zaposlovati kot fizični delavci, in bi jaz popisoval, kaj moj foter pač doma za mizo govoril teh ljudi, bi verjetno pač dobil program Nacionalne fronte. Ali pa tudi, če bi šel pač na sestanke, ko se je on dobil s tovariši, ali na pivu, ali na pač partijskem sestanku, in so se tam pogovarjali o teh ljudeh, če bi vzel stran tisti navedek, nekaj skozi na začetku stavka, nisem rasist, ampak, ali pa na koncu stavka, pa ne, da bi bil rasist, in bi pač tisti del vzel, bi tudi dobil pač nekaj, kar danes na glas govori Nacionalna fronta. In zato pač reče, ne sme nas presenečati, ker takratna komunistična partija pač ne šovinizma, niti tega pač rasizma, ki je bil pač ves čas prisoten v francoskem delavskem razredu, ni krotila, ne sme nas presenečati, da so te ljudje, kot je bil njegov oče, potem čez čas pač dejansko začeli voliti Nacionalno fronto. No in to je v bistvu pač zgodba, ki je po mojem za tem, ali pa vsaj deloma za tem, zakaj danes delavski razred prihaja po desni, jo bom pa še naprej razvil. Zdaj mogoče samo tako za intermeco, ker mislim, da pri nas se tudi dostikrat tako malo gleda, malo z nostalgijo, ne, pač nazaj v naš socializem, češ se to je bil umazan zahod, ampak pri nas pa tega ni bilo. Mislim, da je tudi ta mit treba malo načeti in tudi v lastno zgodovino pogledati, kako je dejansko bilo. Vam bom pokazal nek zanimiv video, ki sem ga zadnjič našel na Facebooku od HRT-ja. Evo, to je v bistvu neka raziskava, anketa, intervju, ki so ga delali novinarji hrvaške nacionalne televizije leta 80 med ženskami. Moja baka se uvijek čudi ako tata pere suđe, da se to ne bi smjelo dogoditi. Raditi tu i doma i djeca i sve to je za nas prenaporno. Kad dođem doma, čekaju me sve obaveze, gotovo sve. Jer danas, znate kakvi su muževi, makar je to moderno vrijeme i emancipacija, ipak je sve na ženi. Žene i dalje nastoje da su ravnopravne sa muškarcima, samo nekad to uspijevaju, nekad ne, ali nadajmo se da će biti bolje. Što se tiče tih vrtića, to je jako slabo organizirano. To bi se, dapače, studentima moglo omogućiti, recimo, šta bolji smještaj djece i tako. Jedno dijete već imam, sad drugo, svakako da me brine. Jer zbog radnog vremena nisam u mogućnosti dati dijete u vrtić, ni u jaslice. Pa čujte, očekujem da mi sve pomogne šta ja ne mogu stići. To je normalno, čujte, evo ovakvim okolnostima. Se radi s ljubavlju, onda nije teško. Mislim, nisam nikad razmišljala sad o ravnopravnosti, niti sam osjećala neku neravnopravnost između muškaraca i žena. To nije problem koji mene zaokuplja onako i nikad mi se nije postavljao kao problem ispred mene. Moja mama
Mislim da je sretna u braku. Nikada ne bih htjela njen brak, iako i ja mislim da je savršen za nju kao ženu. I ona vam je isto donekle protiv ravnopravnosti žena. To je zanimljivo. Mislim, ona ipak smatra da te žene imaju, što ja znam, određene osobine, da ona ipak meni mora biti na neki način majka, otac. Imam jako sređenu obitelj, mislim. I mislim da nema takvih problema u mojoj obitelji. Žena na papiru ima ravnopravnost, a inače znate u kući ona mora da radi vani i kad dođe kod kuće onda je čeka čitav posao i oko djece i kuhinja i sve to. Pa sad ne znam, sad vi recite što smatrate, jesmo li potpuno ravnopravni? Kada govore o ravnopravnosti, žene najčešće govore o prevelikom teretu odgovornosti i obveza što ih tišta na njihova 2 radna mjesta, na onom pravom i onom obiteljskom. A neravnopravnost je nešto što žena zapravo počinje osjećati tek kad se zaposli i postane majkom. Tada žena osjeća da joj je teško, ali ne čini ništa da bi takvo stanje bitno izmijenila. Ona i dalje poslije posla juri u vrtić ili jaslice, pa u dućan po namirnice, pa onda opet u velikoj žurbi pripremi objed, a potom je čeka pranje rublja, glačanje, šetnja s djecom. Jer podjela na tipično muške i ženske probleme i poslove još uvijek je duboko u nama prisutna. A svi ti takozvani sitni ženski problemi zapravo su krupni. Radi njih se više nego do sada treba pokrenuti cijela naša samoupravna zajednica. Otvaranjem različitih servisa za pranje i glačanje rublja, još bržom izgradnjom dječjih ustanova, boljom i jeftinijom društvenom prehranom. To je zapravo jedini pravi put da se o nedovoljnom sudjelovanju žena u društveno-političkom životu prestane raspravljati, da one budu svugdje prisutne, priznate i aktivne. A za to nije dovoljno nekoliko prigodnih razgovora, akcija ili proslava na Dan žena, nekoliko poklona ili kitica cvijeća. No, zdaj v tem videu mislim, da pač lepo vidimo 2 zgodbi. Imate na koncu lepo didaktiko oblasti, ki pravi pač, to ni prav, temu se treba soprotiva cijela samoupravna zajednica, ampak po drugi strani imate pa pač to, mislim, vsebino vsakodnevnega življenja, mislim, ki pa vse prej kot to, kar je oblast takrat govorila ali pa kar ne bi oblast narekovala. Zdaj, problem, ki ga jaz vidim, je, da mislim, da za razliko od Zahoda je bil vzhod malo bolj, kako bi rekel, prefiden pač v tem ustoličenju patriarhata. Oni so pač ženskam dali volilno pravico, lahko so šle na univerzo, lahko so delale, lahko so odprle bančni račun in tako naprej. Vse te pravice so bile, ampak če greste pač gledat, mislim, to nekako didaktiko, pač pa vsebino oblasti, recimo Manca lahko pove, ona je pač recimo brala, kateri partizanski avtori so v Sloveniji prišli v kanon in kateri niso. In imate primerjavo med Lojzetom Krajgerjem, zanj verjetno še niste slišali, pa Francom Belkom. Lojze Krajger na eni strani, on je ustoličil pač v svoji literaturi to pač svobodno žensko, borko, ki je pač rekla, da materinstvo ni pomembno, pomemben je partizanski boj, pač čutila je spolni gon, teklo je iz prsi in tako naprej, pač ona je bila ta, kako bi rekla, mislim, nekako ikona tega, kar ne bi socialistična ženska predstavljala, ampak njegovo literaturo so po vojni več ali manj dali v arhiv, medtem ko so bili na drugi strani ustoličeni avtorji, kot je Belk, ki so pa v bistvu pisali neke te kmetske povesti, kjer so več ali manj pač poveličevali to predvojno zelo konzervativno družbo, pač ženskami, ki so bile kvečjemu objekti, ne subjekti v naraciji, ženskami, ki so bile malo neumne, ženskami, kot so zapisali, je mora biti vsaki kokoši všeč, če peteljen okrog nje kremplje brusen in tako naprej. Skratka, bila je tam noter, mislim, da je bil ta problem in tudi, če se pogovarjamo pač o rasizmu, mislim, da je treba tudi tukaj spomniti, spomnil sem se, verjetno se vsi poznate, pač Juri Muri v Afriki,
tudi pravljica o dečku, ki gre v Afriko, ki se noče umivati, ker tam črnci brez vode in brisat živi, je šla pa leta 88. Ne? Tako da se vidi, da tudi v naši pač družbi nismo nikoli pač razčistili teh problemov, zato na to opozarjam. Zdaj, ki pa nastal problem, ne? To je pač stara levica. Se je pa pač v 60-ih pojavila nova levica, ki pa je vzela v roke drugi spol Simone de Beauvoir in se pač močno uprla temu patriarhatu in hotela žensko enakopravnost. Pač zares, ne, tako kot je levica obljubljala. Nastali so novi družbeni boji, mislim, sploh na zahodu z prihodom priseljencev. Nastalo je novo LGBT gibanje, postavile so se prve okoljske zahteve, ne nazadnje je bil leta 1969 sklican prvi rimski klub, ki je upozoril na to, da je pač rast na planetu nevzdržna. In to so bili nekako pač boji, ki so se v 60-ih začeli artikulirati in eskalirali leta 68, ko so študentje na ulicah mest od Kalifornije, Pariza pa do Prage pač napadali družbo, ki so jo takrat poimenovali kot družbo družine, tovarne in države. Ne? Se pravi, te tri inštitucije so napadali, oziroma če z današnjim izrazoslovjem rečemo, pač napadali so patriarhat. V čem je bil problem? Problem je bil, tukaj se bom spet vrnil na Didija Eribona, on je živel v tistih časih in bil politično aktiven. Problem je bil, da je stara levica v bistvu, se pravi, v Franciji govorimo o komunistični partiji, po socialistih, oni so te boje pač ignorirali. Oni so rekli, gledajte, pač naš glavni boj tukaj je pač delavski razredni boj, te vaša prizadevanja za ženske, pa za okolje, pa za geje, ne, to so pa, ali so pač drugorazredne teme, ali pa so kar direkt malomeščanski odkloni. In ker so to zavračali, je prišlo pač do tega, da so se ti boji odrazili skozi druge kanale, konkretno, kdo jih je pač najbolj začel udejanjati, v bistvu pač neoliberalci so bili tisti, ki so v 70-ih prišli z margine in artikulirali zahteve teh gibanj, oziroma zmagali so v bistvu zaradi dveh stvari. Prvič zaradi tega, ker so odgovorili na takratno pač krizo tega povojnega socialdemokratskega keynesijanskega sistema, sicer z receptom, ki pač za nas nespremljiv, ne, pač deregulacijo in vse to, kar danes imamo, ampak jaz mislim, da lahko pač delamo na tezi, da so energijo ali pa pač podporo za to črpali, predvsem zaradi tega, ker so stara levica se je zaprla vase in v 70-ih ni znala pač odgovoriti na nove družbene boje, ki so se takrat pojavili. In evo, tukaj postavljam prvo tezo, da so staro levico, tisto, po kateri se danes nekako zgledujemo z socialno državo in tako v bistvu pač odpihnili novi družbeni boji oziroma odpihnilo je to, da jih ni bila zmožna absorbirati. Na drugi strani se je pa kapitalizem ponovno izkazal za zelo fleksibilen sistem, ker je to uspel. Leta 1945 je uspel pač ugoditi takratnim zahtevam in postavil socialno državo in tako naprej. Po letu 1968 je uspel na nek način pač upeti družbene boje vase in v 90-ih smo prišli pač do tega velikega konsenza, kjer med levico pa desnico ali pa pač temi novimi socialdemokrati Blaira in Clintona, pa Pahorja pa Schroederja, pa takratno desnico v bistvu skoraj ni bilo več razlike. Ne? Vsi so izvajali pač en in ist neoliberalni program. Zdaj pa je vprašanje, kje smo danes. Zdaj danes, kot rečeno, pač razred je nazaj v igri. Vemo, da kapitalizem ni več edini zveličaven sistem, ampak imamo problem, ker mislim, da ne bo šlo tako zlahka, kot recimo Piketty predlaga. On ima sicer zelo lucidne teze zdaj v prejšnji knjigi Kapital v 21. stoletju. Moramo pač Pikettyju priznati, da je bil dejansko on človek, ki je neenakost, ki je povzročil neoliberalizem in se prej o njej sploh ni govoril, pač naredil za mainstream temo. Danes vsi svetovni časopisi, mislim, tudi če berete, ne vem, Economist pa
Financial Times, pa če hočete Wall Street Journal, pač vsi govorijo o neenakosti kot o problemu. In mislim, da je to pač zasluga te linije progresivnih ekonomistov, ki so okrog Pikettyja, Zucmana, Branka Milanovića in tako naprej. Po drugi strani pa zdaj Piketty v novi knjigi, ki mislim, da bo enako tektonska, kot je bila prejšnja, on pokaže v bistvu to, kaj se je zgodilo. V bistvu to, kar sem jaz opisoval, on reče, stara levica se je, jaz pravim, da se je uklepala pač delavskega razreda, do nekje sredine 80-ih, ko so se pa reformirali neoliberalizem in ga pustili ob strani, pa šli v identitetne politike, kjer so pograbili te pač nove, recimo, neoliberalne teme. Ne? In Piketty zdaj pokaže, da se je to zgodilo po celem svetu, od ameriških demokratov do, ne vem kaj ima, za eno levo stranko, pač v Indiji, povsod se je to zgodilo. In kar on pravi, da smo danes dobili, je brahminska levica, torej pač levica, ki je v resnici pač neka ne ekonomska, ampak neka taka kulturno intelektualna elita. Medtem ko pravi, da je pač delavski razred ostal brez zastopstva in da je zdaj ta delavski razred subjekt, na katerem paratizira današnja desnica. Če bi pač ga naivno brali, bi rekel, ok, torej pač recept je, da levica mora pač spet začeti nagovarjati delavski razred in bomo ta delavski razred pridobili nazaj. Zdaj, jaz mislim, in to sem hotel danes pokazati, to ni toliko enostavno, kot naša praksa kaže. To ni toliko enostavno iz več razlogov. Zdaj, prvi je, da delavski razred nikoli ni bil tudi v tistih zlatih časih pač v celoti na levici. Ne pozabiti, da par mesecev po tistih protestih leta 1968, ko se je zdelo, da je de Gaullovem režimu, ki je bil tak patriarhalen, autokratski, pač odklenkalo, je de Gaulle sklical nove volitve in kaj se je zgodilo? Na volitvah je dobil absolutno večino. Se pravi, pač še bolj je zmagal kot prej, njegov režim, pa kot pravi Ribon, mislim, so v veliki meri v bistvu pač rešili kar delavci sami. Torej, del je skozi bil konzervativen in skozi celo 20. stoletje imate pač rumene sindikate, pa del delavskega razreda, ki se lepi tja. Zdaj na levici mislim pa, da imamo tale problem. Mi v bistvu, to smo se naučili iz propada stare levice, da je treba delati boje, nagovarjati tako pač razredne tematike, kot vklopiti nove družbene boje. In mislim, da to v naši stranki zelo lepo počnemo, pa tudi v kakšni drugi po Evropi. Vprašanje pa je, zakaj ne prodremo pač na več kot 10%. Jaz mislim, da je tukaj pa mal problem, ki ga mogoče pač do zdaj nismo dosti naslovili, da imamo to dvojnost pač v naši bazi. Imamo novo in staro levico, še zmer nekako vklopljeno in oni dve imata malo različne vrednotne sisteme. Če pogledate pač naše volilne rezultate, boste videli, da smo pač najboljši v urbanih središčih, to je tam, kjer je A, največ mladih, B, največ, bom rekel, pač angažiranih ljudi za nove teme, kot je ekologija ali pa feminizem ali pa LGBT. Medtem, ko imamo problem na periferiji, kjer je pa bolj pač ta ekonomsko sicer leva, pač govorimo o levem delu javnosti, leva javnost, ki je zelo za enakost, pa zelo za proti razprodaji, pa zelo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak ima pa malo rezervacij do teh novih tem. In mislim, da tukaj pač malo krešemo v to in to mislim, da bo treba raziskati, ker se mi zdi, da to je recimo eden od razlogov, zakaj ta del, sicer javnosti, ki bi lahko bila levica, se na koncu pač odločila, da bo izvolila kaj smo, bolj konzervativnega Šarca. Tako da to temo sem hotel najprej načeti, v bistvu, kako sploh vzpostaviti novo fronto, oziroma začeli smo jo že pač, kako jo razširiti. Zdaj pa, če grem naprej, pač kje smo danes. Zdaj, kljub krizi, v bistvu je še vedno tako, kot je rekel Mark Fisher, si lažje predstavljamo konc sveta kot konc kapitalizma, čeprav se zdi, da se pa vendarle pač neki premiki dogajajo. Zdaj, tukaj pač vidite neko sliko, ki sem jo izbral, ki se mi zdi, da lepo predstavlja shizmo. Zdaj, kapitalizem po eni strani je v zadnjih 20 letih
ali pa 30 letih postal prvi pač zares svetoven sistem, ki je napeljal vseh 7 milijard ljudi na svetu, da se ravnajo po zelo podobnih vzorcih. Vsi smo ta sistem na nek način ponotranili, z izjemo, kaj jaz vem, tistih plemen, ki živijo v amazonskem gozdu, pa do njih še ni prišel, ali pa redkih, tako bi rekel, pač poduhovljenih ljudi, ki se izvzamejo, ampak načeloma pač 99,9% ljudi pač danes živi nekako po istem popitu. Se je pa, tukaj ima ta Branko Milanović, ki sem že omenil zanimivo tezo. On pravi, da v vseh sistemih, ki so na neki točki postali globalni, slej ali prej pride do schizme. Do schizme je prišlo v krščanstvu, ki je razpadlo na zahodno in vzhodno. Do schizme je prišlo v islamu, ki je razpadlo na šiite pa sunite. Do schizme je prišlo v komunističnem gibanju, ki je razpadlo na sovjetski del, pa na podpornike pač teh kitajskih modelov. In do schizme je danes prišlo v kapitalizmu. Imamo ta liberalen zahodni model in imamo avtoritaren vzhodni model, ki mu na kitajskem sicer rečejo socializem z kitajskimi lastnostmi, ampak tukaj treba poudariti tisto, kar je Žižek rekel, v bistvu ta socializem s kitajskimi lastnosti v resnici vse, proti čemer se je levica v 20. stoletju borila oziroma proti čemer se še danes bori. Imate po eni strani namesto demokracije, ki jo pričakujemo ali pa terjamo ali pa želimo graditi socialisti, popolnoma avtoritarno birokratsko državno oblast. Na drugi strani imate pa popolno absolutno krutost trga. V bistvu najslabše od dveh svetov so združili in ta model se nekako prevaja tudi v družbe, kot je Rusija, Turčija, dele Afrike, kot je Ruanda in tako naprej. Skratka, tam dejansko pač nastaja pač nek mini svetovni podsistem. Zdaj, kaj je za socialiste tukaj noter? Jaz bi rekel, da je v bistvu situacija nekako obratna, kot v 70-ih, ampak podobna. Takrat so pač politiko obvladovali socialisti, tako na zahodu kot na vzhodu, in konzervativci, ki so bili na zahodu. In v bistvu sta bila to pač nekako bloka, ki sta obvladovala sceno. Nihče pa ni pričakoval, da lahko pride tretja sila, ki pa dejansko pač sredi 70-ih skočila ven. In jaz mislim, da danes imamo ta dva sistema, pač oba sta slabša, kot bi rekel Stalin, ampak imamo pa neko stvar, ki jo kapitalizem, po mojem, ne bo mogel požreti. In to prvič, da je prišel do take zahteve, to je podnebno gibanje. Če sem prej rekel, da je bil kapitalizem do zdaj vedno se izkazal kot zelo fleksibilen sistem, pač prilagodil se tako po 45. kot po 68. Mislim, da imamo danes soočen situacijo, kot dejansko njegovi ideologi ali pa njegovi politični voditelji ne vidijo poti naprej, ker podnebno gibanje ali pa omejitve, na katere naletu znotraj tega, dejansko pač udarijo v tisto, kar je bistvo kapitalizma, in to je odvisnost od neskončne rasti. Tako da, če se zdaj počasi začnem približevati koncu, prej sem rekel, da je stara levica propadla zaradi tega, ker ni bila zmožna absorbirati gibanj, ki so se pojavila v 60 oziroma eskalirala z letom 68. Če se predstavimo 50 let naprej, mislim, da se danes s tako zadrego v resnici sooča kapitalizem. In da bo prihodnost na strani tistih, ki bodo znali iznajti model in artikulirati pač zahteve, ki jih pred nas postavlja ne samo podnebno gibanje, ampak planet, ob katerega naravne danosti smo v bistvu kot družba trče. Evo, bom tukaj zaključil pod prvo debato.